Če ne bi imel teh X-ov v lučkah, ne bi vedel, da je to novi X, ne? Bi. To je novi X5, ki ga jaz sicer vidim že marca, poleti se pa predstavlja celemu svetu. Avto je seveda zrasel, zdaj je dolg centimeter manj kot 5 metrov, daljši je za 7 centimetrov več kot prej, od tega je pa 6 centimetrov šlo samo v medosno razdaljo in to pomeni, da je tukaj spodaj bistveno več prostora. In pazi to, ta avto bo imel kar 5 različnih pogonov. Bencinski, dizelski, priključno hibridni, električni, kot je ta, in leta 2028 še vodikov. Baterija ima tukaj kar 140 kWh, da lahko premika to gmoto, ki ima 2890 kg, ampak doseg še vedno preko 700 km in polnjenje 450 kW. To govorimo o električnem iX5. Oblika je res zanimiva, havba deluje veliko, sploh zelo visoko je, da deluje mogočno, pa tudi ob strani je ful zanimiv, vse tako ravno, da je čim bolj aerodinamično. Potem vratne kljuke so zdaj skrite takole in se lahko potem vrata v doplačilo sama odprejo, pa tudi zaprejo, ko se usedeš noter. Obenem je pa ful zanimivo še to, da nima tukaj nobenega roba med čipa pa med vrati. In to deluje ful moderno, vsaj meni. Zadaj je tudi zelo čist dizajn, luči so takole po celotni širini avta. Zanimivo, da pa nima več deljenih prtljažnih vrat, ampak se odprejo v celoti. So ugotovili, da je tisto preveč komplicirano in da jih premalo ljudi dejansko uporablja in je zato tudi prtljažnik majčkeno večji. Znotraj pa sami fini materiali in ogromno prostora. Vse iz nove klase, itak, čeprav ni narejena na namenski platformi, ima pa vse njihove tehnologije. Recimo vse zaslone, vključno z unim panoramskim, potem tale dodaten je za doplačilo pred sovoznikom, pa fajn materiali, recimo, če doplačate za usnje, je tukaj vedno Alcantara, pa tale kamen je meni totalno všeč namesto neke plastike. Avto se začne proizvajati konec leta, najprej bencinski pa dizelski, potem naslednje leto pa še električni. Pa to mi je tudi zelo všeč, da ima tukaj kamerco, tukaj le gor, in potem se takole vidi mojega snemalca noter. Hi!